A, to so. Oj, Jaša, pa sem te videla prej ti. Jaz sem te videla, pa nisem mogla. Da pride k tebe, ki smo se. Obveščam vse, da je na razpolago pasolu pripada pa tudi jubilejna malca. Vse skupaj dobiste tu na desno za 5 evrov. Dobro, Vera, se vidimo. To se pravi, Samo da bom poslikala. Jaz bi vas vse sam prosila, da vršli par minut pozornosti. Čaka nas krajši program, čaka nas slavnostni govornik in čaka nas dobra hrana, čakajo nas prižiganje bakel in žurka do jutra, tako da lahko začnemo. Ker smo danes tu zaradi enega zelo posebnega človeka, bi jaz začela z pesem o Titu. Tam nekje med svobodnimi polji, kjer iz zemlje klije mlada rast. Njemu, ki vodnik nam je najbolji, smo zložili pesem na to čast. To na čast. Tito, naša svetla bojna slava. Se bomo. Tito, naša dika, naš vzor, koder vodi tvoje nas zastava, za teboj pojoč gremo navzgor. Naša misel širi svetla krila, mlada moč nam v srcih živo vre. Razorana zemlja obrodila bo na jesen kruha nam za vse. Tito, naša svetla bojna slava. Tito, naša dika, naš vzor, koder vodi tvoja nas zastava, za teboj pojoč gremo navzgor. In zdaj to še v glasbeni obliki.
Ja, da daj nota, umetno. To bilo dobro. Da pamet, vem. Ne bo to ban mora skupaj pela, ne? Tri, štiri. Nekje med Daj ćemo zdaj. Jaz ne vem. Daj. Nekje med svobodnimi polji, kjer iz zemlje klije nova rast. Njemu privodnike najbolji, smo zložili pesem za nas. Tiho, naša svetla vojna slava, tiho, naša dika in naš voz. Koder vodi tvoja nas zastava, za teboj pojoč gremo na vzgor. Tiho, naša svetla vojna slava, tiho, naša dika in naš voz. Koder vodi tvoja nas zastava, za teboj pojoč gremo na vzgor. Večer se širi svetla krila, mlada močna v srcih živo ver. Razorana zemlja obrodila, ona je se pruvala za vse. Tiho, naša svetla vojna slava, tiho, naša dika in naš zor. Koder vodi tvoja nas zastava, za teboj pojoč gremo na vzgor. Tiho, naša svetla vojna slava, tiho, naša dika naš zor. Koder vodi tvoja nas zastava, za teboj pojoč gremo na vzgor. Smrt fašizmu! Smrt fašizmu! Danes je boj proti fašizmu in nacizmu vsaj tako pomemben, kot je bil v času italijanske okupacije in druge svetovne vojne. Bolj kot spomin je napis Tita opomin, da nam danes uničujejo javno zdravstvo, javno šolstvo, da razprodajajo podjetja in uničujejo delovna mesta. Medtem Bravo, druga lačna špica! Medtem ko vlade druga za drugo poslušno izpolnjujejo politiko neoliberalizma in po naročilu evropskih birokratov in finančnih centrov moči iztiskajo še zadnjo kapljo znoja iz navadnega človeka, mafijska sprega politike in kapitala nemotena prenaša milijarde v tujino, nam pa puščajo bedo, krizo in kredite. Dol z njim! Po noči so nekateri napis sicer podrli, a to nas ni ustavilo. Nasprotno, še bolj smo se povezali v skupnem boju za ohranitev spomina in zgodovine ter za lepšo prihodnost vseh nas. In Tito spet stoji! Slavnostni govornik današnjega dne je tovariš Milan Gorjanc, član predsedstva Zveze borcev, in ga sedaj vabim, da otvori današnjo tradicionalno prižiganje bakel. Izvolite, tovariš Gorjanc.
Tovarišice in tovariši, pozdravljeni dragi prijatelji, ki spoštujete vrednote, povezani z imenom, izpisanim s kamenjem, z imenom, ki ga svet še po več kot 3 desetletjih spotljivo izreka, Tito. Zbrali smo se na tem kraju, da prižgemo luč in osvetlimo ime Tito na predvečer zmage nad fašizmom in nacizmom v Evropi pred 69 leti. Kdo je bil Tito? So ljudje, ki ga zanikajo, da ga sploh ni bilo, da je sovjetska komunistična izmišljotina, da je bil vrinjeni poljski plemič, da je bil nezakonski sin habsburških vladarjev. Kaj si vse ne izmisli ljudje v slipo zaničevanju? Josip Broz Tito je sin slovenske matere Marije Kostanjšek iz Trepč pri Podsedi in hrvaškega očeta Franje Broza iz Kumrovca. Že dejstvo, da je bil slovenske krvi in da tega nikoli ni zanikal, bi moralo zadostovati, da se ga Slovenci spominjamo z vsem spoštovanjem. Tito je odrasel v revni kmečki družini, zgodaj šel v uk za kovinarja, delal po vsej Evropi kot kovinar, tudi v Sloveniji, v Kamniku. Bil je in ostal proletarec in zato je lahko razumel ljudi z dna družbene lestvice. Zato ga danes v novem kapitalizmu ljudje, ki smo znova na družbenem dnu, brez dela, brez pravic, še bolj spoštujemo. Tito je bil eden najvidnejših vodij odpora Mussoliniju, fašizmu in Hitlerjevemu nacizmu. Vodil je tedaj 4. pomoči armado proti fašistične koalicije. Tito je bil edini vodja zavezniške vojske, ki neposredno vodi operacije in politiko v bitki bil tudi ranjen. Čeprav ne radi, so ga spoštovali tudi drugi voditelji zavezniških držav, Roosevelt, Churchill in Stalin. Kaj je Tito prispeval svetu? Poleg velikega deleža v zmagi nad silami nacifašizma je Tito zmogel po vojni zagotoviti mir na tej meji pod nami in tu na tem bregu. Ko je v hladni vojni že kazalo, da bodo vojaški škordi znova stopili v spopad na Gregorčičevi Soči. Tito se je uprl Stalinovi nadvladi in ubral svojo jugoslovansko pot v socializem, v samoupravni socializem, v socializem po meri človeka. Čeprav je danes v svetu znova zavladal izkoriščevalski kapitalizem, samoupravnemu socializmu čas še prihaja. Tito je v razvrščanju narodov in držav na 2 bloka uvidel največjo nevarnost za človeštvo, 3. svetovno vojno z nuklearnim orožjem. Zbral je tretji svet, mlade, siromašne države Azije, Afrike in Latinske Amerike, organizacijo neuvrščenih in z močjo večine v Združenih narodih in drugih mednarodnih ustanovah prisilil oba bloka na sodelovanje. Zato ga je, in ga še bo dolgo spoštoval cel svet. Neuki in siromašni ljudje po vsem svetu niso vedeli, kje je Jugoslavija. Toda v imenu Tito so nas poznali za prijatelje. Tito v rdeči potni list je odprl vrata v 86 držav brez vizuma. To simbolično pove grafit, dokler smo imeli ključavničarja, so nam bila vsa vrata odprta. Kaj je storil Tito za Jugoslavijo? Najprej je kot generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije povezal napredno misleče ljudi v enovito organizacijo in hkrati zagotovil slovenskim in hrvaškim komunistom narodnostno enakopravnost v obliki Komunistične partije Slovenije in Hrvaške, kar je kasneje v narodno-osvobodilnem boju in socializmu bil temelj jugoslovanskega federalizma in enakopravnosti med narodi. Vodil je oboroženi boj proti okupatorjem in domačim izdajalcem. Bil v tem boju nekajkrat v smrtni nevarnosti, bil tudi ranjen.
Največji del nekdanje skupne domovine so osvobodili Titovi partizani, tudi Sapotin. Titovi diplomati, Kardelj, Popovič in drugi, so pod njegovim vodstvom zagotovili in utrdili meje v nacionalnih okvirih, razen tu na zahodu in zgoraj na severu. Močnejši so bili interesi zahodnih velesil, ki so poražencem dodelili naše narodnostno ozemlje. Tito je omogočil socialistični revoluciji pridobljeno lepše in pravičnejše življenje, ko smo vsi imeli delo in temu primerno plačilo, ko smo imeli šolanje, zdravljenje brezplačno, ko si je vsak lahko privoščil počitnice na morju. Danes tega ni več in tisti, ki pljujejo po Titu, najraje namenijo svoj pljunek na izkoriščevalsko tajkunsko sodergo, na hlapčevsko domačo politiko, na strateške partnerje iz tujine, ki nam ropajo in uničujejo, kar smo gradili 50 let pod Titovim vodstvom. In spet bom povedal nekaj šaljivega. A žal resničnega. Kakšna je razlika med temačnim komunizmom in današnjo svetlo demokracijo? Nikakršna. Spet so vrste. V komunizmu pred Slovenijo avtom, danes pa pred Rdečim križem. Raznim Rdečim križem! Rdečim križem s konicami, brez hrane. In kaj je Tito omogočil Slovencem in še posebej Primorcem? Zagotovo je Titovo osebno prijateljstvo z Dimitrovim, generalnim sekretarjem Kominterne, pripomoglo, da je Kominterna omogočila delovanje Komunistične partije Slovenije na Primorskem, ki je bila uradno še del Kraljevine Italije in kjer naj bi delovala Komunistična partija Italije. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Primorsko je 14. septembra 43. leta na Vogarskem pod vodstvom pisatelja Franceta Bevka izrazil voljo in zahtevo Primorcev, da se priključijo Matici Sloveniji in državi Jugoslaviji. 2 dni kasneje je to sprejel vrhovni plenum Osvobodilne fronte. Potrjena je ta zahteva bila na Kočevskem rogu. Polno veljavo pa je dobila na drugem zasedanju Avnoj. Takrat so to zahtevo podprli vsi narodi tedanje Jugoslavije, vsi komunisti in vsi partizani. In ta volja in zahteva Primorcev je bila udejanjena z orožjem 4. armade, 7. in 9. korpusa Titove partizanske vojske. V drugi polovici februara 1945 je Tito ukazal 4. armadi silovit prodor proti Trstu do Soče. 14. aprila 1945 je bila 4. armada pred Reko, ko so ostale 3 armade bile še v vzhodni Bosni, ko je komaj bila prebita Sremska fronta in 3. armada v Podravini. 4. armada je bila skoraj 400 km globoko proti zahodu. V 4. armadi so bile tudi 3. prekomorska brigada, 1. tankovska brigada in artilerijska brigada, v katerih so bili predvsem Primorci. Tito je omogočil Primorcem, da so sami osvobodili svojo zemljo, saj so tudi v 9. korpusu bili predvsem Primorci. 1. maja 1945 leta je 9. korpus zasedel in osvobodil narodnostno ozemlje Slovenije na zahodu. Močna Titova vojska na zahodnih mejah, 1. proletarska divizija v Postojni, 7. banijska divizija v Idriji, 13. primorsko-goranska divizija v Ilirski Bistri in druge divizije v notranjosti Slovenije so bile sile za odvračanje od morebitne agresije na Slovenijo. Zahodni zavezniki so držali figo v žepu in že leta 1946 zbrali v Furlaniji vso izdajalsko sodergo vzhodne Evrope, okoli 120 000 ljudi pod poveljstvom poljskega generala Andersa, jo oborožili in grozili svobodni Sloveniji. Med njimi so bili tudi črnogorski četniki iz Krasa, dalmatinski iz Vipavske doline, pa precej primorskih domobrancev se je zateklo v to svojat. Ta vojska naj bi zamenjala ameriško divizijo v coni A. Odločno nasprotovanje Tita v memorandumu ZDA februarja 1946 in pa okrepitev odreda jugoslovanske armade v coni B je zavrnilo težnje zahodnih zaveznikov in prišlo je do sporazuma leta 1947. Tudi londonski sporazum je bil plod močne Titove vojske na naših zahodnih mejah. In Osimski sporazum iz leta 1975 o dokončni razmeditvi z Italijo rezultat stisnjene pesti celotne Titove Jugoslavije. Spomnite se samo manevro Dark Image leta 1974. Danes pa naj bi to mejo jamčila trilateralna brigada iz Vidma, katere osnova je brigada, italijanska brigada Giulia.
Đulija je požgala ustje, divizija namreč, in ubila nedolžne domačine. Nihče za to ni sojen, nihče se še ni upravičil. Tito je omogočil najbolj odprto mejo s vzhodom in zahodom in največ koristi od tega so imeli prav Primorci. Gospe in gospodje, podpisniki peticije proti temu improviziranem spomeniku Titu in njegovemu obdobju se zagotovo vozijo v luksuznih avtomobilih in se hranijo v slow food restauracijah. Znanje pa so pridobili na brezplačnih šolah Titove dobe. Zakaj ne podpiše peticije proti mazaškim akcijam na slovenskih spomenikih v zamejstvu? Zakaj še ni uveljavljen zakon o slovenski manjšini? Zakaj Slovenci v Italiji ne uživajo enakih pravic kot Nemci na Južnem Tirolskem? Med podpisniki naj bi bilo tudi nekaj posvečenih mož, duhovnikov. Oni ne protestirajo, ker Goriška in dolina Soče nimata svoje škofije, čeprav bi ta bila večja od pomurske. Zakaj ne vprašajo vatikanske kurije za razlog, da je vzhodna meja koprske škofije natančno po rapalski meji iz leta 23. Rad bi videl neko teh imen med podpisniki peticije proti spomeniku domobrancem v Grahovem. Ne odrekam jim strokovnega znanja, razuma pa nimajo primernega razumnikom. Manjkam pa tudi slovenske zavesti. O Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj počnejo. Anonimneži na spletu nam grozijo smrtjo. Tu sem, streljajte, strahopetci. Upam, da bo naša policija uspela najti te ljudi izrazito sovražnega govora. Mračne sile polpretekle zgodovine znova dvigujejo glave. Postavljajo spomenike, paradirajo v domobranskih uniformah, podpirajo vodjo, da se izmuzne zasluženi kazni. Sočasno pa preteničijo spravi. Pred dnevi so na proslavi v Cerknici izrekel te besede, ki jih zdaj ponavljam. Sprave pa ne bo, dokler se ne bodo pokasali za vse grehe kolaboracije, za vse žrtve izdaje, za vse gorje, ki so ga prizadali slovenskemu narodu med narodno-svobodnim bojem, za vse rovarjenje iz tujine proti svobodni domovini v času socializma, za razvajanje in delitve, ki smo jim priča po osamosvojitvi. Glasno in iskrenijo naj zmolijo molitev kesanje. Naš slovenski narod, žal nam je, ker smo grešili, žal nam je zato, ker smo z grehi zaslužili tvojo kazen. Smrt fašizmu! Bravo! Bravo! Ko sem pisal ta govor, še nisem vedel, da je tu naj bi nastal JJ. To je dokaz mojim besedam malo prej, da pač oni povzročajo, ker bi radi, ker vodje je uspelo dvakrat, da je z množico izognil se kazni na Roški in potem okrog Depale vasi. Za orožje ni nikoli odgovarjal. Slovenski pregovor pravi, da za vsako rit raste palca. Bojim se pa, da bodo naši sodniki spet našli nekaj, da ena vejca ni na pravem mestu, pa bodo rekli, sej ni kriv. Kriv je kriv. Ne kriv za patrijo. Kriv je za to, da danes slabo živimo.
Ja, kaj prosim? In mislim, da si zaslužijo še en poseben pozdrav, zato še enkrat, tovariš Gorjan. Iskoristil bi to priliko, da pozdravim dva tovariša. Močnika pa Čebrona.